Hvala lepa. Torej, danes smo se prvič v širši sestavi sestali z Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Na agendi smo imeli par vprašanj, ki so seveda ključnega pomena za razvoj šolstva v prihodnosti v tej državi. Tisto, kar lahko poročam po tem srečanju, je, da smo ustvarili nek konstruktivn dialog, ki se bo nadaljeval na tehnični ravni, na ravni delovnih skupin, ki bodo ta posamezna vprašanja, ki so med nami odprta in na katerih sodelujemo tudi tekoče in pa promptno nadaljevati. Naš dogovor je tudi bil, da se bomo v tej sestavi, kot smo se sestali danes, periodično sestajali enkrat na četrtletje. Jaz mislim, da je to prav, kajti sindikalni dialog oziroma nasplošno socialno partnerstvo je ključnega pomena tudi v vzgoji, izobraževanju, znanosti ter seveda tudi kulturi. Bi pa rad povedal par stvari, o katerih smo govorili, ker se mi zdi zelo pomembno v luči nadaljnega razvoja slovenske vzgoje in pa izobraževanja. Strinjali smo se, da je nažalost to vprašanje izobraževanja ter vzgoje v zadnjem času družbeno marginalizirano. Želeli bi, da je to sistem, in to tudi je, sistem, ki je pravzaprav najbolj stabilen, najbolj razvojen, torej tisti sistem, ki to Slovenijo vleče naprej. In v tem smislu je seveda v teh pogovorih s sindikatom treba tudi peljati vse aktivnosti glede ovrednotenja dela delavcev v vzgoji in izobraževanju, zato da bi ta sistem še naprej ostal in seveda še bolj ostal eden od najboljših družbenih podsistemov v Sloveniji. Pri vzgoji in izobraževanju je namreč tako, da ko ugotovite, da je nekaj narobe, je to že zelo, zelo prepozno. Vi moramo reagirati prej, treba je stvari narediti prej, zato da bi ne prišlo do zastoja v delovanju tako velikega sistema, kot je sistem vzgoje in izobraževanja. Mi smo v tem smislu tudi pod mojim vodstvom tega ministrstva podprli prizadevanja sindikata za boljše ovrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju. Zdi se nam pomembno, da poudarimo, da so delavci v vzgoji in izobraževanju, da imajo nekoliko težje pogoje napredovanja in da kot ostali v državni in pa v javni upravi. In zaradi tega se nam zdi prav, da so tudi oni po letih krize, po, pravzaprav, bom rekel, skoraj izgubljenem desetletju, primerno nagrajeni za svoje delo, kajti so tisti del, kot rečeno, družbe in pa družbenega sistema, ki je najbolj stabilen in obenem seveda tudi najbolj razvojen. Mi ne želimo, da bi v določenih delih, še posebej pa v delu vzgoje in izobraževanja prihajalo do velikih zaostankov. Preprosto tako ni prav, kajti družbeno gledano je to tisto, kar nas bo popeljalo naprej. Jaz sem pri tem tudi izpostavil, da nas posebej zavezuje koalicijska pogodba, torej vse tisto, kar je bilo med strankami peterice dogovorjeno v koalicijski pogodbi in v tem delu, kar se tiče vzgoje, izobraževanja in pa znanosti, so, kar se koalicije tiče, zelo jasne zaveze, ki jih bomo seveda poskušali v pogajalskem procesu tudi z ostalimi partnericami tudi uveljaviti. Tu gre v prvi vrsti za vse tiste vsebinske stvari, za katere smo se dogovorili v koalicijski pogodbi, ter seveda tudi za vse tiste proračunske stvari, ki je prav, da spremljajo vsebinski razvoj, zdaj pa v tem primeru seveda vzgoje, izobraževanja, znanosti. Tako da jaz bi se rad danes zahvalil Svizu za ta obisk. Še enkrat bi rad poudaril, kot rečeno, da smo to naredili v nekem zelo konstruktivnem dialogu in da seveda moja želja je, da ta konstruktivni dialog nadaljujemo
vedno v dobro slovenskega šolstva ter seveda znanosti. Hvala.